dogovora o medgeneracijskem sodelovanju, ki ga danes podpisujejo predstavniki 4 organizacij. Z nami so predsednik Dijaške organizacije Slovenija Žiga Stopinšek, predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tim Kampl, predsednik Študentske organizacije Slovenije Aleksandr Spremo in predsednik Združenja Društva pokojnicev Slovenije, gospod Janez Sušnik. Sedaj bo vsak izmed predstavnik organizacij podal krajšo izjavo pred podpisom dogovora. Dijaki se zavedamo potrebe po bolj poglobljenem in sistemskem dialogu med vsemi generacijami. Ne moremo si zatiskati oči po demografskih spremembah. Hkrati pa ne moremo spregledati spremenjene družbene okoliščine, ki vplivajo na položaj mladih in posledično na našo prihodnost. Potrebno je skupaj iskati način, kako bomo v prihodnje vodili medgeneracijski dialog in iskali širok družbeni konsens. Temelj vseh prizadevanj pa je večja medgeneracijska solidarnost. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi v imenu Mladinskega sveta Slovenije, ki današnji podpis dogovora o medgeneracijskem sodelovanju in tudi solidarnosti gledamo kot primer dobre prakse. Primer dobre prakse gradnje mostu med različnimi organizacijami na eni strani in pa tudi različnimi generacijami. Primer dobre prakse, na kakšen način lahko presegamo razlike in iščemo skupne interese. Želeli bi si, oziroma upanje smo, da bo današnjemu zgledu primeru dobre prakse sledila tudi politika in da si lahko v prihodnje nadejamo tudi konkretne rezultate. Na MSS-ju smo vzgib zavedanja se številnih izzivov, ki na njih prinašajo demografske spremembe, vse bolj starajoča se družba s procesom medgeneracijskega sodelovanja in pa nagovarjanja te tematike v širši javnosti že v mesecu februarju začeli nastavljati to tematiko na posebnem posvetu, ki smo ga organizirali tudi v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev, kjer smo nanizali tiste ključne izzive, ki jih praktično danes z tem sporazumom tudi konkretne naslavljamo, še konkretne pa jih bomo naslovili v naslednjem letu oziroma v najkrajšem možnem obdobju ob pripravi akcijskega načrta, ki bo sledil temu sporazumu. Tisto, kar je ključno, kar želimo z samim sporazumom in pa s tem sodelovanjem pokazati, je, da moramo spremeniti oziroma preobrniti splošno mnenje, da mladi oziroma tudi starejši ne moremo računati na medgeneracijsko solidarnost, ampak moramo poskrbeti vsak zase. Mi smo mnenja, da je to narobe in da moramo, če želimo zagotavljati trajnostni razvoj naše družbe, delati skupaj in pa predvsem skozi perspektivo medgeneracijske solidarnosti. Študenti menimo, da je medgeneracijska solidarnost nujna. Študenti menimo, da je medgeneracijska solidarnost nujna in v resnici neizogibna. V javnem diskurzu je medgeneracijsko sodelovanje nenehno prisotno in izpostavljeno kot vrednota tudi na politični ravni, vendar ga v praksi dejansko ni. Menimo, da je ta dogovor, ki ga bomo danes podpisali, torej vse 4 organizacije, korak v konkretizacijo, v večje sodelovanje, večje povezovanje civilne družbe. Individualizirali bomo skupne interese, skupne teme, skupne projekte in koordinacijski odbor, ki ga bomo ustanovili v prihajajočih tednih, bo intenziviral to naše povezovanje, ki je po našem mnenju ključno, da dosežemo tudi politične odločitve, ki bodo pač vsem nam v prid. Torej, slovenski javnosti danes poročamo, da bo danes podpisan dogovor, ki bo okrepil civilno družbo do take meje, da ne bomo pozabili, kaj pomeni solidarnost, enakopravnost in vzajemnost, drugače bo naša družba šinila k propadu. Voditi nas mora misel, da tisti, ki se preveč ukvarjajo z majhnimi rečmi, postanejo nesposobni za velike dosežke. Pobude mladih so vredne toliko, kot izkušnje starejših. In seveda vse srečne družine so si podobne, vsaka nesrečna pa je nesrečna po svoje. In zato bomo strnili naše skupne močmi, da v naši družbi,
ki je od časa do časa zelo turbulentna. Delujemo na zakonodajnih pobudah, tudi pobudah v smeri drugačnega volilnega sistema v Republiki Sloveniji, da se bomo dejansko pobrigali tako za mlade, kot za starejše, ker smatram, da je družina ena od osnovnih celic in danes, če pogledam ZDUS, jaz predstavljam ZDUS, se počutim, kot da sem imenu staršev. Tukaj so pa 3 otroci, ki jih je treba vzpodbuditi, šolati, pripraviti do poklica, ga zaposliti, da se sam ustvari svoje življenje, oni bojo pa za mene nastale leta tudi poskrbeli, da bom v miru, v blaginji preživel 3. življenjsko obdobje. To je namen naše povezave. In trdno sem prepričan, ko bomo v januarju sprejemali akt usmeritve našega delovanja, da bo naši apeli že v predvolilnih postopkih prisotni. Da bomo civilno družbo postavili na raven, ki bo vplivala na dogodke v naši družbi v Republiki Sloveniji, ker dobro vemo vsi, kam se nagibamo, kako rešujemo nacionalne probleme z neenotnostjo in poskušali bomo se, da bi spremembe dosegli tudi mi, da bi preokrenili delno to zasnovo, ki se v naši politiki dejansko dogaja. Torej, postali bomo močnejši, vztrajnejši, trdnejši in med seboj solidarni. Hvala lepa. Dobro, sedaj sledi podpis dogovora. Mislim, da je to dobro. So vsi 4. To je vaš izvod. To je vaš izvod. To je moje. Hvala lepa, v redu. Hvala, evo. Takole, jaz mislim, da se lahko podamo tudi roke. Jaz čestitam. Hvala. Torej, sedaj še čas za kakšno morebitno novinarsko vprašanje. Vidite, če ste mene vprašali, ciljev je veliko. Mi se ukvarjamo z dolgo živo družbo. Problem pokojninskih reform, problem na področju zdravstva, tisto, kar je naša osnovna preokupacija, je gmotni položaj, zdravstvo, socialna, bivalni standard. To so naše zadeve upokojencev. Seveda, oni bojo povedali pa svoje in jaz mislim, da bo pomoč v tem medgeneracijskem združitju tudi podpora pri našem naporu, da se upokojencem končno vrne dostojanstvo, ki smo ga prislužili s svojim delom. Jaz mislim, da je preveč cincanja glede nadomestil, ki smo jih izgubili zaradi neusklajevanja pokojnin, da danes še zmeraj se točno ne ve,
ali bo res prišlo do rednih usklajevanj po sistemskem zakonu, ali bo letni dodatek res izplačan po sistemskem zakonu in vse ostale zadeve. Glejte, priča smo, da demografski sklad ne steče. Priča smo, da zakon o dolgotrajni oskrbi ne steče, pa upamo, da bo. Zdravstvo je v poziciji čudni, da bo stekel ali tudi ne. To so, naša področja so zelo široka in kot osnovo bom še enkrat udaril. Za nas je cilj, da je gospodarski učinek tako močen, da je tudi gospodarstvo v Sloveniji tako močno, da se lahko v tem trenutku špogamo tudi nekaj več izdatkov za tiste stvari, ki so bile izpuščene v preteklem obdobju v času šparanja. Jaz bom rekel tako, da se približno ne strinjamo, vsaj v ZDUS-u ne, da se napovedujejo stavke v januarju v prid javnemu sektorju. Poslušajte, gospodarstva ne spodbudi nobeden. Za mene so delavci v gospodarstvu še bolj v čudnem položaju, kot so delavci v javnem sektorju. In tukaj se moramo naliti čistega vina. V Sloveniji ne moramo samo hrastati po denarju, ampak moramo tudi ugotoviti, kdo je kaj zaslužil, ker gospodarstvo služi in potem se razporejajo stvari za potrebne zadeve v javnem sektorju. Ne pa da so daj iniciatorji za kolač, ki je sam navidezen. Naša država je toliko zadolžena, poslušajte, da bo težko, smo zapufali generacije za nam. In je nemogoče zdaj vse tisto, kar se je pridobilo, ker so gospodarstvenike naredili vse, ko je popapati. Ne gre. V ZDUS-u smo zato, da je ta kolač enakopravno, enakovredno seseckan za vse, tudi za upokojence. Danes ste torej podpisali ta dogovor, kaj je naslednji korak, kaj bo sledilo, kdaj začnete realizirati načrte? Kot že rečeno, v bistvu je današnji sporazum, današnji sporazum so podlaga za oblikovanje koalicijskega odbora, ki ga bo sestavljalo 8 članov. Vsaka organizacija bo imela 2 predstavnika, to se v bistvu formiralo takoj po novem letu, oziroma čim prej možno. Bo pa ta koalicijski odbor skrbel za pripravo akcijskega načrta, ki se bo konkretno dotaknil konkretnih predlogov, ki jih bomo nastavili skozi to medgeneracijsko sodelovanje oziroma koalicijo, ki smo jo podpisali danes. Tu pa so ta področja, ki so številna, od pokojninskega sistema, zdravstvenega sistema, do tudi same politike zaposlovanja, stanovanjske politike in pa tudi same participacije in vključevanja mladih in starejših v družbo oziroma politične odločitve. Kakšno vprašanje? Če ne, v tem primeru se zahvaljujemo za udeležbo na novinarski konferenciji. Nas lepo pozdravljamo. Hvala. Hvala.